Hvala lepa. Ena in edina, Nada Žgur. Lepo pozdravljene, drage prijateljice in prijatelji, na že 9. velikem shodu za zaščito čiste pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo. Z veseljem vas obveščam, da smo zmagali še en mesec. Janković tudi v tem mesecu še ni dogradil in ni spravil v zagon kanala C0, njegovega drekovota, preko katerega bi vsak dan spustil preko naše pitne vode 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak. Čestitam, še en mesec smo zmagali. Stališče Nacionalnega inštituta za javno zdravje je, da je Jankovićev drekovod neprimeren, da je trasa neprimerna in da tam ne sme biti. Povedali so, da če bi ta drekovod obratoval, da bi bila to trajna grožnja za čisto pitno vodo in za zdravje ljudi, ki bi se z leti še povečevala. Odločil sem se, da bomo na naših shodih govorili o imenih. Vedeti moramo, da za vsako inštitucijo, za vsakim organom so zadej ljudje z imeni in priimki. In ljudje lahko delajo dobro ali pa delajo slabo. In govorili bomo imena tako tistih, ki delajo dobro, kot tistih, ki delajo slabo. In ker je danes predpraznični shod, ko se pripravljamo na božično vzdušje, bom govoril o imenih ljudi, ki delajo dobro. Letos se je oglasilo in izrazilo nasprotovanje Jankovićevemu drekovodu 31 zdravnic in zdravnikov Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Postavili so se proti vladi, postavili so se proti Jankoviću, postavili so se za našo vodo in za pravico, da ta voda ostane čista. Zato so vredni naših pohval in našega spoštovanja.
Zdravnice in zdravniki, 31 jih je, ki so se uprli Jankoviću in vladi so Miran Brvar, profesor dr. Metoda Dodič Fikfak, Marina Praprotnik, vsi so doktori medicine, tako da ne bom pred vsakim poudarjal, da je doktor medicine. Ana Maurič, Rok Kosem, Uroš Rot, Katja Zaletel, Aleš Blinc, Uroš Krivec, Mateusz Harlander, Marija Anderluh, Simon Podnar, Andrej Bren, Franc Štefančič, Čevat Lumi, Barbara Salobir, Robert Kordič, Robert Šifrer, Mišo Šabovič, Eva Klara Merzel Šabovič, Mateja Strbat, Lea Leonardis, Leja Dolenc, Grošelj, Zvezdan Pirtošek, Damjan Grenc, Tanja Tomaževič, Maja Cilenšek, Živa Kavčič Sršinar, Darko Sijuka, Istok Štotelj in dr. Tomaž Kocjan. Hvala vam, spoštovane zdravnice in zdravniki, da ste se uprli Jankoviću in da ste povedali, da Janković skozi ta drekovod nikoli ne sme spustiti 3 milijone litrov kanalizacijskih odplak vsak dan. Še nekaj moramo vedeti. Stališče zdravnic in zdravnikov je zelo pomembno stališče. Zakaj? To so ljudje, ki nas bodo zdravili, če bomo dovolili Jankoviću, da nam zastrupi našo vodo. Se pravi, ti ljudje se zavedajo, kaj pomeni 300 000 zastrupljenih ljudi in vejo, da je to katastrofa, ki je slovenski zdravstveni sistem. Še celo v času, ko ni epidemije in ko ni zastrupitve, ne uspe delovati. Kako bo deloval, če bo zastrupljenih 300 000 ljudi? Sedaj sem pa vesel, da je med nami kmet, Brane Grad. Dovolite mi nekaj besed o naših ljubljanskih kmetih. Že 10 let se borijo za zaščito ljubljanske čiste pitne vode. Oni bi lahko svoje parcele drago prodali in bili milijonari. Njim ne bi bilo potrebno braniti ljubljanske čiste pitne vode. Oni bi lahko gledali na svoje osebne koristi. In bili, kot sem rekel, danes milijonari. Ampak ne. Mnogi kmetje ljubljanski na območju ljubljanskega vodonosnika so rekli, ne gre nam za denar, gre nam za našo rodno zemljo, ki smo jo podedovali od prednikov. Ne bomo je prodali. In ne bomo dovolili Jankoviću, da bo na naši zemlji zastrupil 300 000 ljudi. Hvala vam, dragi kmetje. In predstavnik teh pokončnih, pogumnih slovenskih in ljubljanskih kmetov, Brane Grad je danes z njimi. Brane, moje spoštovanje, beseda je tvoja. Hvala lepa in vsem skupaj lep sončni dan, vsem, čeprav je tukaj malo sence, ampak dan je pa zelo lep. Povedal bom, kako je izgledalo zadnje leto delovanja proti kanalu C0, ker se na več 10 podpisov, ki jih je zdaj naštel gospod Aleš, več 10 podpisov zdravnikov UKC-ja Ljubljana, mestne oblasti županom Jankovićem na čelu niso pozitivno odzvale, so prejšnji mesec v Modri dvorani zdravniške zbornice, zdravniki UKC-ja Ljubljana in sekcije za klinično toksikologijo organizirali posvet z naslovom Izpostavljenost kemikalijam v onesnaženi vodi. Predavanja so bila naslednja: kemijsko stanje podzemne vode, pomen zdrave pitne vode za razvoj otrok in zdravja, onesnaženje pitne vode zaradi industrijskih odpadnih voda,
okužbe s pitno vodo, onesnaženo s fekalijami, vpliv gradenj na kvaliteto zajetja pitne vode, primer kanala C0 v Ljubljani, kako varna je oskrba z vodo v Sloveniji, obvladovanje tveganj povezanih z oskrbo s pitno vodo in odvajanjem odpadnih voda v luči svetovnih standardov, zdravstvena ustreznost pitne vode, pomen sistemskega pristopa, potem pa še hormonski motilci v odpadni, površinski in pitni vodi, učinkovitost čistilnih naprav in tudi protisežigalnici komunalnega blata in njihov vpliv na zdravje. Mislim, da se zaslužijo en aplavz za delovanje, se čutijo, da niti vlada, niti mestna oblast, niti na koncu Ministrstvo za zdravje še niso naredili vsega. Prejšnji mesec je MOL izgubil že tretjo tožbo za razlastitev privatnega zemljišča na vodovarstvenem območju 1 v bližini vodarne Kleče. Tukaj imamo 110 hektarov veliko vodovarstveno območje, za katerega je MOL že pred 5 leti pošiljal za odkup po 1 evro. Naš župan bi kupil 110 hektarov po 1 evro. Evo, slava mu. Mislim, da mu bomo spomenik postavili sred vodovarstvenega območja. Potem, ko so ljudje nadirali nič žalega, sluteč te po telefonih, ki so bili predloženi v bistvu te občinske zaposlene gospe, je potem čez 2 meseca prišla nova ponudba po 3 evre. Ker to ni šlo, je mislil, da bo začel z razlastitvami. Razlaščal je 2 sestri za 2 parcele in moža in ženo še za 1 parcelo. Pred 2 leti vse je izgubil, zdaj je razlaščal še 1 družino in tudi to je izgubil. Glejte, danes ni samo naš 9. protest proti C0 kanalu pred mestno hišo. Res je, kar je povedal gospod Princ, da že 10 let vemo za to, ampak ta mesec dejansko vstopamo v 9. leto delovanja lastnikov zemljišč proti C0 kanalu in ohranitev čiste pitne vode, kajti decembra 2015 smo mi že vložili, smo zvedeli, da je upravna enota Moste Polje, podpisani magister Vladislav Košiček, izdala to gradbeno dovoljenje. Niti ne vem, če so bili teritorialno pristojni za to občino, bivšo Bežigrad, ampak tako se je pač zgodilo. Vemo, da so prvi bager pripeljali 24. aprila 2018, potem se je pa za COVID malo umirilo oziroma z nastopom ministra Vizjaka, ampak vmes je mestna oblast preko upravne enote Ljubljana pridno pripravljala začasne razlastitve vseh kmetov na levi in desni strani ob tej tako zvani Malinski cesti, kjer je kanal, ker so videli, da nimajo uspešne obrambe oziroma da nas z privatnih parcel ne morejo kar tako voziti s policijskimi avtomobili oziroma maricami. Ampak za te razlastitve smatramo, da so nezakonite in za te razlastitve nas je več 10 lastnikov oddalo preko našega odvetnika tožbe na upravno sodišče, kajti po tem mirovanju pa je takoj po zadnji izvolitvi župan Janković 23.11.22 na praznični dan generala Maistra ponovno začel za izgradnjo C0 kanala. Prebral vam bom izjavo lastnikov zemljišč glede na tisti dan.
Izjava glede nadaljevanja gradnje kanala C0 23.11.22 več lastnikov zemljišč izjavljajo sledeče. Glede gradnje na naših zemljiščih nismo bili obveščeni strani investitorja. Prijatelj je spremljal medije in nas o tem obvestil. Ob 7:30 smo se zbrali na naših parcelah. Naše parcele so bile varovane strani naše varnostne službe Ogrinc. Prisotna sta bila 2 varnostnika. Ob cirka 8 uri so prispeli policija, varnostniki investitorja, mestni redarji, izvajalci del in odvetnik Primož Krapenc, kateri je usmerjal vodjo policije in upravljal, bom rekel, umazano delo za MOL, kajti niso imeli takrat še nobenih pogodb in nobenih papirjev. Odstopljeni minister Brežan je šele 22. decembra potem podpisal aneks k minister Vizjak je rekel neveljavni pogodbi. Ob prihodu se niso izkazali z nobeno legitimacijo razen vodja policistov. Vodja policistov je brez kakršnekoli pisne odločitve zahteval, da se umaknejo iz svojih parcel. Ker se ni izkazal z nobeno listino, so to zavrnili in zahtevali, da prideta naša odvetnika. Vodja policistov je odredil, da se pripelje vozilo, torej marico, za odvoz motečih oseb. Prišel je naš odvetnik, Aleš Pavlin, katerimu pa ni bilo dovoljeno mimo kontrolne točke kljub izkazu z odvetniško izkaznico. Po naši urgenci je lahko prišel do vodje policistov. Po izmenjavi mnenj je vodja policistov odredil odstranitev odvetnika Aleša Pavlina v spremstvu 2 policistov za kontrolno točko cirka 100 metrov od parcele lastnikov. 100 metrov predtem so med 2 hišami, ker je to blizu avtošole Ježica, postavili belo-rdeč trak in niso pustili vseh televizijskih glavnih postaj, ki so bili s kamerami, niti novinarjem, niti nikomor preko tega traku. To se pravi, ko je Pavlin v spremstvu 2 policistov za kontrolno točko cirka 100 metrov od parcele lastnikov mirno zapustil za prizorišče, je prišel drugi naš odvetnik Klemen Golob. Podobno kot v prvem primeru, kljub potem, da je pokazal odvetniško izkaznico, je bil prepuščen na prizorišče šele na urgenco lastnikov zemljišč. Odvetnik Klemen Golob je poprašal po geodetu in ko se je nekdo javil, je od njega zaprosil nalog za geodetske meritve. Tako imenovani geodet ni ničesar pokazal, očitno pa je bilo, da niti ne pozna osnovnih geodetskih dokumentov. Ker odvetnik Klemen Golob ni dobil odgovora, se je obrnil na vodjo policistov in zahteval nalog ali odločbo, na osnovi katere policija asistira izvajalcu. Odgovora ni dobil, samo nekaj izmotavanja. Pristopil je odvetnik Primož Krapenc in verbalno napadel odvetnika Klemena Goloba. Po krajši vroči izmenjavi mnenj je vodja policistov odredil odstranitev tudi odvetnika Klemena Goloba v spremstvu 2 policistov za kontrolno točko cirka 100 metrov od parcel lastnikov. Odvetnik je mirno zapustil prizorišče. Odvetnik Primož Krapenc pa je povzel vodenje operacije in tako imenovanega geodeta napotil na določitev točk na naših zemljiščih, mogoče na osnovi Atlasa Slovenije, kajti geodetskega elaborata niso imeli. Takoj po določitvi točk so delavci izvajalca zabili lesene kole in potegnili signalni trak. Kaj delajo, ni bilo pojasneno. Lastniki zemljišč so se nahajali med parcelnimi mejami in signalnim trakom, kateri je bil postavljen cirka 10 metrov od parcelne meje. Varnostnik izvajalcev je zahteval, da se lastniki umaknemo za novo postavljeni signalni trak, ker niso dobili nobenih pisnih dokazil, zakaj je to potrebno, so lastniki to zavrnili. Potem je nastopil vodja policistov
in zagrozil z denarno kaznijo zaradi kršenja zakona, s prijavo za kaznivo dejanje zaradi kršenja zakona in s fizično odstranitvijo in zaporom za čas izvajanja del. Glede, da ta dela še niso končana, pa še kakšno leto ne bojo končana, bi izgleda kar čakali v zaporu. Ker ni bilo predloženih nobenih dokazov, smo to tudi v tem primeru zavrnili. Vodja policisti je odredil, da se policisti postavijo v vrsto in nas iz fizično silo odrinejo iz tako imenovanega novega varovanega področja in s tem posegli v naše varovano področje naših lastniških pravic. Nato je izvajalec postavil kovinsko ograjo na mesto signalnega traku. To se pravi, to se je dogajalo eno jutro po slavnostnem večerju naše politike, ki je proslavila dan generala Maistra, zjutraj pa mestnemu županu ni ničesar sveto. Ne čista pitna voda, ne dan generala Maistra, še malo pa ne bomo več slovensko govorili v tej Sloveniji. Ker moram početi. Ker moram počasi končati, vam bom kdaj drugič opisal še kakšen drugi dan. Ampak poleg zdravja in miru v novem letu želim, naj svetloba božične noči razsvetli tudi to mestno upravo, da ne bodo C0 kanal, Vrane, Nutrije in Podgane še naprej ponos te svobodne zelene Ljubljane. Srečno! Hvala lepa, kmet Brane Grad. Kot rečeno, v letošnjem letu se je za zaščito čiste pitne vode zavzelo veliko ljudi. Med njimi tudi Jan Zobec. Veste, da se Janković zelo rad sklicuje, da ima pravno vse urejeno. Ampak bom sedaj navedel mnenji dveh pravnikov, ki sta se oglasila v letošnjem letu. Jan Zobec, sedaj vrhovni, nekdaj pa ustavni sodnik, je povedal takole: gradnja kanala C0 je primer popolnega pravnega razsula in kaosa, ko nam vsem na očeh razpada pravna država. Ugleden odvetnik Jože Hribernik, ki se tudi udeležuje shodov tukaj pred magistratom, pa je objavil izjemno tehtno pismo bralcev, katerem je zapisal: ta hip se mi zdi, da je za Slovence najbolj aktualen rimski rek: denar ne smrdi. Ko se kregamo zaradi kanala C0 trekovoda prek pitne vode, se zdi, da bolj ustrezne oznake za ta naš problem preprosto ni. Samo za denar gre v tem primeru, denar, ki pa seveda tudi v tem primeru ne smrdi. In nadaljuje: po svoje je že smešno, v resnici pa žalostno poslušati načrtovalce in izvajalce te kanalizacije, ki se trudijo prepričati javnost, da imajo vsa dovoljenja za gradnjo kanalovoda in da bo njihov izdelek prek ljubljanske pitne vode tudi povsem varen. Tako kot v zvezi s tem še bolj žalostno je odmikanje tistih politikov, ki imajo moč odločanja v rokah. In v zvezi s tem ugotavljajo, da se tega projekta ne da ustaviti, če imajo graditelji pač vsa potrebna gradbenega dovoljenja. Ampak vsem nam je zdaj vendarle popolnoma jasno, v celoti in za zmerom varne kanalizacije prek pitne vode preprosto ni mogoče izpeljati. In poslušajte, kaj potem pravi starosta slovenskega odvetništva. Težko si je zamisliti večji zločin. Se pravi, nekdo, ki je strokovnjak za kazensko pravo, pravi: težko si je zamisliti večji zločin, kot da tistim, ki bodo prišli za nami, za zmeraj uničimo pitno vodo. Pri tem pa bi bilo v vsaki kolikor toliko normalni družbi popolnoma jasno, da nihče, prav nihče nima pravice nikomor in nikdar izdati kakršnega koli dovoljenja za uničenje pitne vode bodočim generacijam. Tako starosta slovenskega odvetništva.
V medijih ste lahko v začetku decembra brali, da je Slovenija bila obsojena na sodišču EU zaradi česa? Vidite, ne veste, ker mediji niso povedali, zakaj gre. Zaradi Jankovićevega zastrupljanja Save, kjer čistilna naprava Brod pušča vsaj že 7 let zastrupljeno kanalizacijo v Savo. Mediji so poročali nekako takole. Ljubljanska kanalizacija je v nasprotju z evropsko zakonodajo. Slovenija namerava kršitve odpraviti v okviru kanala C0. Krištof Mlakar, šef Ljubljanskega holdinga mestnih podjetij, pa je celo izjavil, Evropska komisija je dala državi rumeni karton, zato je treba kanal C0 čim prej dokončati in ga povezati s centralno čistilno napravo v Ljubljani. Noro, to je navadna laž. Evropska komisija je dala ne rumeni, ampak rdeč karton Zoranu Jankoviću zaradi zastrupljanja Save. Zdaj pa poglejmo, o čem govori sodba sodišča EU. Takole pravi. Evropska komisija je leta 2016, danes smo pa 2023, Evropska komisija je že leta 2016 obvestila Ljubljansko občino in Slovenijo, da čistilna naprava na Brodu zastruplja Savo. In sicer v letu 2016 je bila tretjina vzorcev, ki so se spuščali v Savo, zastrupljena in nikoli ne bi smeli priti v Savo. In sicer BKP5 je bilo presežena vrednost 100%, KPK pa tudi 100%. Se pravi, 100% presežene vrednosti so se spuščale v Savo. In Evropska komisija je od Zorana Jankovića zahtevala, da popravi čistilno napravo na Brodu, da bo ustrezna in da ne bo zastrupljala Save. In kaj je naredil Zoran Janković? Je popravil čistilno napravo na Brodu? Ne, ni je popravil vse do danes. In zato je Evropska komisija maja 2022 vložila tožbo proti Sloveniji po 6 letih moledovanja. Ne, Janković vendarle neha zastrupljati Savo. Je Evropska komisija vložila tožbo proti Sloveniji. In seveda v tej tožbi se je kaj izkazalo? Izkazalo se je, da je Janković priznal, da zastruplja Savo. Vendar pa je rekel, da bo odpravil težave na način, oziroma to zastrupljanje Save, na način, da bo zgradil kanal C0. Zdaj si pa predstavljate, Evropska komisija toži in dobi tožbo proti Sloveniji in proti Jankoviću, ker čistilna naprava na Brodu ne opravlja dovolj kvalitetno svoje naloge. Janković pa pravi, da bo problem rešil tako, da bo vse odplake, neprečiščene odplake iz čistilne naprave Brod in še iz 6 greznic iz Vodici Medvod speljal nad našo čisto pitno vodo, na 90% zbirališč čiste pitne vode. Pa ne moreš verjeti, kdo je tu nor? Okolje bo varoval tako, da bo neprečiščene odplake speljal nad našo pitno vodo. Zdaj pa poslušajte naprej. Škoda, da nimate stolov, se bojim, da bo kdo padel, zdaj, ko bom naprej povedal stvari. Človek, seveda vsak normalen, ve, da kanalizacijske odplake, 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak, nima kaj delati na zbirališči čiste pitne vode. In seveda, kaj Janković trdi, da ima vodotesen kanal. Jaz sem že na februarski seji mestnega sveta zastavil vprašanje, kakšna je vodotesnost kanala in
direktor Voke, vodovoda, kanalizacije Ljubljana je odgovoril, da se vodotesnost preverja v skladu s standardom EN 1610. Zdaj pa poslušajte, kaj ta standard dovoljuje. Ta standard dovoljuje 1,5 deci, se pravi deci in pol puščanja na kvadratni meter zalite površine kanala v pol ure. Zdaj si pa predstavljate, koliko nevarnih tekočin lahko steče v ljubljansko pitno vodo na 2 kilometrih in 129 metrih, če lahko na 1 metru 1,5 deci in pol. Noro, to ni nobena vodotesna kanalizacija, to je puščajoča kanalizacija in nedopustno je, da bi se vse te odplake zlivale v vodo, ki jo pijemo. Če hoče kdo piti fekalije v svoji vodi, to lahko sam zmeša doma, po mili volji. Ne pa, da nam bo Janković to zmešal nad našo pitno vodo, tam, ker se naša čista pitna voda zbira. Pa to je v najboljšem primeru, kar si povedal. To je v najboljšem, to je tiska. Drugače pa slab. Sedaj pa med nami pozdravljam drago prijateljico, predsednico preiskovalne komisije o Jankovićevem dalekovodu, Anjo Bah Žibert. Lep pozdrav! Smo dober? Jo! Najboljš ne, zato ker se kanal C0 še kar gradi, je tako? Ampak mi se ne damo in se ne bomo dali. Bom uvodoma kar povedala nekaj v zvezi z preiskovalno komisijo, vendar bom bila zelo tukaj, bom rekla, ozkobesedna, pa bom tudi povedala zakaj. Namreč dvakrat, trikrat sem sedaj spregovorila pred mediji kot predsednica preiskovalne komisije, pa že naletela nekatere pripombe, da kot predsednica preiskovalne komisije zato nimam pooblastil. Ampak, spoštovani in spoštovane, jaz se ne dam in se tudi ne bom. Pa ne zato, ker ne bi spoštovala preiskovalno komisijo, ki jo. Pa ne zato, ker ne bi spoštovala zakon o preiskovalni komisiji in poslovnik o preiskovalni komisiji, ker ga. Ampak ne bom tiho zato, ker tiste, ki moti, da govorim, želijo na vsak način ta kanal C0 spraviti ne samo do konca gradnje, ampak tudi v njegovo delovanje. Tukaj pa bom ne samo kot predsednica preiskovalne komisije, ne samo kot poslanka Anja Bah Žibert, ampak predvsem kot državljanka govorila izključno zato, da se ta stvar ustavi. In zato da se državljanke in državljani tukaj zbiramo, da se zbirate meščanke in meščani, je seveda hvalevredno. Zakaj? Ker se zavedate tega problema. Se pa čudim in me skrbi, da v to hišo prihajajo mestni svetniki, veste, ki se celo ukvarjajo z vzgojo otrok in varstvom otrok. Da v to hišo prihajajo ljudje, ki se ukvarjajo s športom, pa jih kanal C0 nič ne skrbi. Ne skrbi, da lahko pride do množične zastrupitve, do epidemije, kjer bojo mnogi potrebovali zdravstveno pomoč, kjer bojo lahko ljudje tudi umirali. Kako je to mogoče? Kakšen interes ima nekdo izmed nas, da se mu ne zdi ta gradnja sporna? In zato, spoštovani, se moramo dobivati še naprej in narediti vse, da ta kanal ne bo prišel do obratovanja. Danes
sem nekoliko zamudila, pa ne zato, ker bi bila neodgovorna, ampak ker sem ravno imela poslansko vprašanje, ustno poslansko vprašanje novemu ministru Novaku, ravno glede sporne gradnje C0 in predvsem sodbe Evropskega sodišča, o kateri je govoril nekaj več že Aleš. Veste, kaj me je najbolj presenetilo? Da je minister odgovoril, da pač ne more narediti nič, da se gradbenih dovoljenj ne da ustaviti, ker so bila že izdana. Sedaj pa jaz sprašujem, zakaj imamo v državi različne inšpekcijske službe? Zakaj imamo revizijska poročila, ki kažejo, da v tem postopku ni bilo vse v redu in da se je kršila zakonodaja? Ali to pomeni, da lahko nekdo krši zakonodajo in se ne zgodi nič, zato ker mu je bilo izročeno dovoljenje? Ja, pa kje ste to videli? Še toliko bolj me čudi zato, ker že zakon o upravnem postopku omogoča nenazadnje ničnost postopka. Tudi glede kanala C0. Ali bodo odgovorni kaj storili? Bomo videli. Skratka, mi, spoštovani, moramo narediti vse, da se ta gradnja ustavi. Samo, da boste vedeli za primerjavo, nekaj je o količini izteka govoril že Aleš Primc, pa mogoče bom nekoliko bolj nazorna. Kaj vidite tukaj? Kanal. Kanal, je tako. To je ta kanal, ki naj bi povezoval ta, bom rekla, kanalizacijo čez vodonosnik. Kaj vidite tukaj? Bolj slabo. Ampak lahko vam povem, da pravzaprav nič, ne? Nič, kaj se ne vidi. Pa vam bom odgovorila, zakaj vam to kažem. Zato, ker to je povečana slika tega kanala, kjer se pravzaprav nič ne vidi, tudi jaz od blizu ne vidim, pa tudi, če boste stopili zraven tega kanala, ne boste videli nič. Ampak je. Ampak je, spoštovani. Veste, kaj je? Drobne nepravilnosti, drobne razpoke, ki obstajajo vedno in so stvar zakonskega dopuščanja. Skratka, nobena kanalizacija ni neprodušna, vsaka spušča in tudi ta. In te nevidne pike, bom rekla, bodo na koncu prinesle to, da bo v enem dnevu odšlo in se izlilo na področje vodonosnika za približno tole hišo fekalij. Poglejte si v zadnji, približno tole hišo, 10x10x10 metrov. Vsako uro, spoštovani, se bo izlivalo, vsako minuto se bo izlivalo, vsako sekundo se bo izlivalo. In zapomnite si, ne po izračunih Anje Bah Žibert, ampak po izračunih stroke bo vodnjak, prvi vodnjak, onesnažen v cirka 40 dneh, drugi vodnjak v 90 dneh. Ampak ta onesnaženost, veste, bo takšna, da bo ta voda postala nepitna in ne samo nepitna, nevarna in bo ogrožala zdravje ljudi. Poglejte si, danes so tudi z nami predstavniki invalidov, zahvaljujem se vam, kajti imate pogum priti sem tudi ob težkih okoliščinah. Marsikdo se skriva zaradi drugih ambicij, zaradi drugih koristi, ampak na koncu bomo vsi brez vode. Takrat ne bojo ne levi, ne desni, takrat bomo brez vode vsi.
In zato, spoštovani, da do tega ne pride, da ustavimo to norijo, da ustavimo ta ekološki teror nad ljudmi, nad vsemi nami, moramo ne samo prihajati sem, moramo storiti vse, da bo vedelo o tem vedno več ljudi. Kajti žalosti me, da kot predsednica preiskovalne komisije naredim tiskovno konferenco, kjer napovem, da bomo prešli iz prvega dela, se pravi izbiranja številne dokumentacije, ki smo jo zahtevali, ki gre v škatle in dejansko terja od vseh nas, ki delujemo v preiskovalni komisiji, tudi strokovna pomoč, ki je res velika in se zahvaljujem, ker to ni možno poplačati, tukaj res deluje srce, prišli do tega, da prehajamo na drugi del, se pravi, ko bomo zaslišali priče. In veste, javna televizija, ki je po novem depolitizirana, ni niti omenila. Tega niti omenila ni. Tega se ne daš čistiti pol, to se ne da, to povej. Ja, in gospod, ki mi je prišepnil, ki me očitno zelo natančno posluša, ja, ko bo enkrat kanal, ko bo enkrat vodovod zaradi tega kanala onesnažen, ni več pomoči. Ni več pomoči. Takrat smo izgubili tekoče zlato, ki ni merljivo v denarju. A veste, ni merljivo v denarju. Mimogrede bom povedala samo to. Danes smo imeli na mandatno-volilni komisiji, morda boste rekli, kaj pa ima to veze danes z kanalom C0, vendar pa smo sprejemali tudi odločitev, ali podpremo kandidatko za podpredsednico Vrhovnega sodišča. Pa sem povedala, da zame so tisti, ki so bili v senatu na sodišču, ko so odločali o zadevi farmacevtka, pač problematični. To se v državi ne bi smelo dogajati. Pa mi je odgovorila državna sekretarka, a veste, pri sodstvu je pač tako, da je vedno nekdo nezadovoljen, ko pride na sodišče. Ja, res je, vedno je nekdo nezadovoljen, ampak jaz pa se sprašujem danes tukaj in se bom še naprej, zakaj pa je gospod Janković pred sodišči vedno zadovoljen? Je mar to pravna država? In zato, spoštovani, smo mi dolžni narediti vse, da zaščitimo čisto pitno vodo. Poglejte, Slovenija je morala dobiti dobesedno klofuto za sodbo Evropskega sodišča, ker 7 dolgih let nismo bili sposobni narediti čistilno napravo tako, da bi ta delovala. 7 dolgih let se gospodu Jankoviću ni zdelo to urediti. Zdi se mu pa primerno urediti kanalizacijo na način, da jo pelje skozi vodonosnik. Pa dajte nehaj, no. Si predstavljajte? Žalostno in nedopustno, zato še enkrat hvala Lešu, ker vztraja tukaj praktično vsak mesec in se bori za to, da bi ustavili gradnjo kanala C0, ker se bori za to, da bi tudi Ljubljana na drugih področjih zacvetela. Mislim, da je v eni veliki pozebi, temperatura sicer zunaj to ne kaže, vendar pa mislim, da je trenutno Ljubljana v eni veliki pozebi. In ne dopustimo, da naše glavno mesto umira na takšen način. Pa ne glede na to, kakšni so volilni rezultati, vsi imamo pravico. Če jo je Janković vzel že mestnim svetnikom, da ne morejo normalno sklicevati sej, je nam ne bo. Zato
pridite naslednjič, pridite v še večjem številu in ne dopustimo, da se takšne dobesedne svinjarije še dogajajo. Srečno, če se ne vidimo. Dragi moji, če se ne vidimo pred prazniki, želim vam ponosno praznovanje Dneva samostojnosti in enotnosti. Imejmo radi lastno državo, čeprav jo nekateri ponižujejo. Mi tega ne bomo dovolili. Dvignite ponosno slovenske zastave. Želim vam prijetno družinsko praznovanje Božiča, ki bi ga nekateri zopet najraje kar zbrisali iz zemljevida. Edina potica pa šunka bi jim prišla še prav. V novem letu pa veliko zmag, osebnih zmag, družbenih zmag in tudi državnih zmag. In ena od njih naj bo ustavitev gradnje kanala C. Še enkrat, kaj bomo ustavili? Je tako, srečno! Hvala lepa, draga, spoštovana Anja Bah Žibert. Sedaj pa vabim k besedi gospod s kužkom. Gospod Marto, nekajkrat nas je že na kratko govorila in nas je želela tudi danes. Dober dan, dragi Ljubljančani in Ljubljančanke. Kot veste, se jaz pa moj Laki že vse skozi udeležujeva shodov. Imam tukaj na shodu tudi svojo prijateljico iz hiše Ireno, ki jo iskreno pozdravljam. Želim vam vsem skupaj lepe praznike, lepo doživete. Potem kuža želi tudi čisto pitno vodo, tudi živali so naše prijateljice, ptice, rastline, kravce, vse živali, vsem Ljubljančanom obilo topline ob Božiču, ob novem letu pa obilo iskrenosti pa več dobrega. Hvala gospodu Primcu, da se zavzema za vse dobro. Hvala lepa. In imamo še predstavnika z Gorenjske, ki želi spregovoriti par besed. Lep pozdrav, lepo vas je videti v takem številu, samo še zmeraj nisem zadovoljen. V tej publiki je 1/3 ljudi iz cele Slovenije, ne samo Ljubljane. Ljubljane je tukaj premalo. Poglejte, jaz prihajam iz Jesenic, z Gorenjske, na vseh shodih sem in podpiram mojstra, ta prav je on. Držite se, še ga podpirajte, jaz ga bom tudi, pa še nekaj vam povem. Če bo voda usrana, imamo mi Gorenjci čisto vodo, Ljubljančani jo boste dobili pri nas brez skrbi, Gorenjci vam jo bomo dali, samo ne bo zastonj, se boste mogli do nas pripeljati, pa tudi plačati. Če pa pride Janković, da ga vidim po to vodo na Gorenjsko, mu bom pa dal fekalije z mojega skreta. Želim vam lepe praznike, udeleževal se bom vseh shodov, ker imamo ta pravega vodjo in tudi vi, vse lepo pozdravljam, ste tukaj. Hvala lepa, pridite še. Hvala lepa za te spodbudne besede z Gorenjske. Drage prijateljice in prijatelji, želim vas obvestiti še eno zadevo. Govorili smo na naših shodih o Jankovićevi ukinitvi prevoza za otroke s posebnimi potrebami. Lahko povem, da kaže, da je naše vztrajanje obrodilo sadove. Jankovića je vendarle srečala pamet in je obvestil otroke, starše, ki imajo otroke s posebnimi potrebami, da bo s 1. januarjem omogočen prevoz otrok s posebnimi potrebami organiziran v šole in šole. Podrobnosti še niso v celoti znane, zato moramo to temo spremljati naprej,
da ne bo se to izkazalo, da je samo njegov slepilni manever. Ampak to sem vam povedal zato, da vidite, kako pomembno je ustrajati in kako pomembno je ne pustiti se odgnati. Sedaj pa, dragi prijateljice in prijatelji, še eno stvar moram povedati. Veste, da sem jaz velik zagovornik, da bi se v bloke večstanovanjske hiše dala dvigala. Ne uspe Janković razumeti, da človek, ki težko hodi, nima večjega problema, kot so stopnice, če ne more ven iz hiše. Tudi tukaj obljubljam, da bom nadaljeval s svojimi prizadevanji. Zdaj pa, drage prijateljice in prijatelji, dobri ljudje, pogumni ljudje, delovni ljudje, to ste vi. To ste vi. Vi ste danes tukaj, ker branite čisto pitno vodo. A veste česa in koga se diktatorji najbolj bojijo? Ne bojijo se nasilnežev, ker so sami še veliko bolj nasilni od najhujšega nasilneža. Ne bojijo se intelektualcev in razumnikov, ker jih slej ko prej večino lahko kupijo. Ne bojijo se gospodarstvenikov, ker jih slej ko prej prestrašijo in kupijo. Bojijo pa se navadnih, poštenih ljudi, ki vztrajajo. In to smo mi. Za ljudi, ki vztrajajo, ni nič nemogoče. Uspehi pridejo. Uspehi pridejo in uspehi bodo prišli tudi tukaj. Sami vidite, vsak mesec na novo zmagamo, vsak mesec na novo premagamo Jankovića. In to bomo delali vse, dokler bo potrebno. Vse vas imam rad, zato sem to kuhano vino skuhal sam za vas. Težko vam pokažem drugače, ne morem vas vse objeti, lahko pa za vas skuham kuhano vino. Drage prijateljice in prijatelji, vsem želim dobro pripravo na Božič. Če so kakršnekoli zamere v vaših družinah, dejte se spraviti. Vemo, da je dobra priprava 90% dobrega praznovanja. Nekaj časa še imamo, dobro se pripravimo na Božič. Spomnimo se čim več ljudi, pišimo čestitke, voščilnice, kličimo ljudi. Mnogi ljudje so osamljeni, mnogi ljudje bodo veseli vaše čestitke in vašega telefonskega klica, še bolj pa, če jih običete. Ne bodo prazniki res dnevi praznovanja, dnevi, ko smo skupaj. Vsem želim v novem letu vse najboljše, predvsem pa, da bo to leto, da bodo vaše poti blagoslovljene, da boste delali dobro, da boste v ponos sebi, svojim bližnjim in Bogu. Prej je bilo omenjeno vreme, a ni zanimivo, kakšne ujme smo imeli, kakšna deževja smo imeli, kakšno slabo vreme smo imeli, ampak tudi, če smo šli na ta shod v dežju, smo tam sem prišli v suhem vremenu. Če je kazalo, da bo huda pripeka, je tukaj bila senca. In tudi danes, lejte, ni tako mrzlo, kot bi lahko bilo. Tako da, drage prijateljice in prijatelji, prepričan sem, tisti, ki verjamete v Boga, da verjamete, da je tudi Bog na naši strani. Tisti, ki ne verjamete v Boga, pa da verjamete, da je sreča na naši strani. In vsem želim, da bi res v teh dneh, ki prihajajo, bili skupaj s svojimi bližnjimi, da si spočijemo in da potem, ko gremo spet po novem letu v vsakdanje življenje, gremo v življenje z novimi močmi in trdno odločeni, da bomo na poti dobrega in da se ne bomo ustavili. Zdaj pred koncem vas prosim, da se še zadržite, imamo kuhano vino, spite ga, objemite svoje prijateljice in prijatelje in pa, pogledajte, z nami so prijateljice in prijatelji iz Demokracije. Demokracija izdaja čudovite tematske številke in tukaj jih lahko dobite najhitreje. Tako da, zadržite se tukaj, v miru se pogovorite, spite kuhano vino. Jaz se grem pa naprej boriti. Hvala lepa in se vidimo januarja, ne vemo še točno katerega, ampak vidimo se januarja. Hvala lepa in srečno pot domov.